Zdravo. Zdravo. Jaz sem pa posebna poslanka predsednika republike. In sem vam nekaj prinesla. Ja. Izvoli. Najlepša hvala. Prosim. Je ne, to bomo etem naredili. A to je prav predsednik napisal? Ja, zato se opravičujem za vse slovnične napake. To je pa treba tako veličastno prebrati. Spoštovani glavni in neodgovorni urednik. Včeraj ob 8. uri, skratka sred noči, je neki starejši občan, ki se je izdajal za Miho Deželaka, v predsedniško palačo prinesel kekac pašteto. Vztrajno je zatrjeval, da ne gre za pašteto, temveč za štafeto, ki da je namenjena predsedniku države ob njegovem rojstnem dnevu. Spoštovani, jasno je, da slavnega Radia 1 za tako porednost ne moremo obtožiti, zato je več neovrgljivih dokazov. Prvič, pašteta ali štafeta je bila vročena dan prepozno. Za Radio 1 pa velja, da je kvečjemu prezgoden. Drugič, gre za precej slano šalo, saj sem pašteto osebno poskusil. Za Radio 1 pa je znano, da trosi neslane šale. In tretjič, na pašteti je podoba mladega fantiča s tradicionalnim slovenskim hribovskim pokrivalom, za gospoda Denisa Avdića pa ne moremo trditi nič od tega. Okay, gremo naprej. Spoštovani, kljub vsemu bi mi bilo v neverjetno čast, če bi nadaljne preiskave pokazale, da je bil navedeni anonimnež res Miha Deželak, da je bila pašteta pravzaprav simbolno res štafeta in da gre za zametek epskega ljudskega slavja o predsednikovem rojstnem dnevu. Edino, česar se ne smemo veseliti, je morebitna resnična podoba Denisa Avdića na pokročku paštete. Sprejmite, prosim, izraze mojega... Joj, to je pa na roko napisal. Kaj piše, Petra? Mojega? Sprejmite, prosim, izraze mojega globokega občudovanja. Vaš Borut Pahor. Borut Pahor. Najlepša hvala, predsednik. Bravo, vse najboljše. Petra, hvala za tole pismo. Polepšali ste nam jutro. A ste za eno kavo? Ja, prosim. Bo Miha skuhal, kar ne Jaz sem mislila, da zna. me to že čaka. Od 5 do 9. Radio 1.